preko 13 tisoč nedolžnih otrok. Skoraj 33 tisoč mrtvih, od tega preko 13 tisoč nedolžnih otrok. 8400 žensk, skoraj 75 tisoč ranjenih, preko 8 tisoč pogrešenih oseb. Od oktobra lani smo priče eni največjih humanitarnih katastrof. Podpiramo pomoč mednarodne skupnosti. Podpiramo tudi prizadevanja in odločenost vlade, da po najboljših močeh pomaga v humanitarnem smislu, pri čemer morajo biti vključene tudi humanitarne nevladne organizacije. Vsi moramo narediti več. V poslanski skupini Svoboda se tega zavedamo, zato bomo s svojimi aktivnostmi še naprej podpirali in spodbujali aktivnosti vlade, tako humanitarno pomoč, kot druge vzvode političnega odločanja, da se morija čim prej konča in v nadaljevanju prizna država Palestina. Rešitev dveh držav je koncept, ki v svetu uživa največ podpore, zato pričakujemo tudi od Republike Slovenije, da se v mednarodni skupnosti aktivno zavzema za priznanje državnosti Palestine in izpelje vse diplomatske napore, da skupaj s čim več državami članicami Evropske unije tudi na tak način izrazi podporo palestinskemu narodu in vsem žrtvam konflikta ter s tem prispeva k trajnemu miru med narodoma. Vse od prvega dne bližnjevzhodne krize po Hamasovem terorističnem napadu in izraelskemu odzivu nanj smo v poslanski skupini Svoboda proaktivno izrabljali zakonske možnosti, ki jih kot poslanci pač imamo. Oblikovali in sprejeli smo deklaracijo, s katero smo pozvali vpletene strani k premirju, k izpustitvi talcev in k prekinitvi ognja. Mednarodno skupnost pa pozvali k enotnosti pri iskanju trajnejših mirovnih rešitev. Večkrat smo predlagali tudi vladi, da v okviru mednarodnih institucij, najbolj konkretno pa tudi v okviru Varnostnega sveta Združenih narodov, katerega nestalna članica smo, odločno nastopi v duhu zaščite civilistov, preprečitve humanitarne katastrofe, ki smo ji žal priča, in predlagali končno tudi poglobljen razmislek Republike Slovenije o izoblikovanju rešitve dveh držav, kar neizogibno implicira seveda tudi priznanje palestinske države, za kar smo pobudo oblikovali prav v naši poslanski skupini. S sprejetjem resolucije 2728 Varnostnega sveta OZN, katerega nestalna članica je tudi Republika Slovenija, smo tako prispevali pomemben korak k miru, kar lahko vzbuja tudi nekaj več zaupanja v mednarodno skupnost. Želel bi si, da bi resolucijo razširili zahtevo po trajni prekinitvi spopadov, a vendarle že v tej obliki predstavlja pomemben dosežek mednarodne skupnosti, ki vzbuja upanje. V poslanski skupini Svoboda podpiramo in spodbujamo aktivnosti vlade, ki bi vodile v priznanje palestinske države, seveda pa mora tudi palestinska vlada čim prej in čim bolj učinkovito vzpostaviti mehanizme izvrševanja suverenosti nad svojim ozemljem.